lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Kot vidite, smo danes v povsem novem okolju, ki pa se v resnici nahaja prav za ovinkom našega studia v Kopru. Z mano je namreč Iztok Krkoč in nahajava se v Boteginu. Lep pozdrav. Pozdravljena, Pija. Torej, Botegin, najprej bi me zanimalo, a to kaj pomeni sicer? Majhna trgovina. Po istrijansko, lahko tudi po italijansko. Tukaj je bila namreč pred davnimi leti trgovina s sadjem in zelenjavo, potem še z nogavicami, potem še z igralnimi avtomati. Potem, ko so nas vrgli z MKC-ja, smo pa prišli sem in smo ohranili ime Botegin. Nikoli se mu ni tako reklo, no, ampak je trgovinca. Pa ste dolgo časa rabili, da ste iz MKC-ja potem našli prostor, ker pravijo, da ni veliko teh prostorov v Kopru? Na srečo ne, ker to je v zasebni lasti in naša članica je lastnica. Tako da v bistvu je bilo to zelo na hitro zmenjeno. Mimogrede je tudi zdaj predsednica društva po Marku Breclju. Ja, saj nekateri celo mislijo, da se je zdaj v, če rečem, post-brecljevski fazi, da ste se kot nekako malo porazgubili. Bi rekel, da je delovanje društva prijateljev zmernega napredka še vedno aktivno. Ste še vedno aktivni? Približno toliko kot recimo v zadnjih 7-8 letih. Vse zadnje, Marko je umrl pred letom in nekaj in naprej smo kar delali. Zdaj recimo ste tudi tukaj v razstavi v ciklusu Preoblačimo ogledala. To je razstava Mačka Huxterla, ki, kot kaže, pošilja sporočila v Afre Tesle, ki jih potem zapiše obelodani in ima še nocoj ob 8 malo večjo in animirano predstavo v Libertasu tukaj blizu. Saj, vidim, da mačka imamo tudi zadaj. Mogoče veš, odkot izhajajo vsa ta sporočila, jih maček od nekje dobiva? Po moje kar. Sej Afra je to vse dosti že povedala, meni se zdi, da ji kar pošilja signale. Ja. V redu. Zdaj preoblačimo ogledala. To pomeni, da so ogledala ves čas tukaj? Ja. Sej, kot rekel, to je bila nekoč trgovina. Verjetno so iz časov, ko je bila tukaj prodajalna nogavic. No, ko si poskušaš nogavice, rabiš malo ogledalno okoli, pa poveča prostor. Zgleda večji, kot je v resnici. Ne? V resnici je tukaj 25 kvadratnih metrov z ogledali. Poglej, širna planjava naokrog. Jaz razmišljala sem, da zagotovo v tem prostoru ni prostora za množico tvojih CD-jev, po katerih si bil znan v MKC-ju. Kam so šli ti CD-ji? So večina na Pučah, na farmi Krkoč, v škatlah. In ko kdo prav hoče, lahko pride do njih. Drugače pa še nekaj v skladišču, ki nam ga je naklonila občina za določen čas, ko je že gor blizu Belvedurja. Gradin, tako je. To je nekaj kubičnih metrov, verjetno. Vsega skupaj jih je bilo okrog 10.000 fizičnih, tako da ni prav toliko. Je pa težko, nekaj, recimo par 100 kil je še vedno tam gor. Večina, kar je meni pomembno, je pa lepo na varnem. Nekaj jih je še tukaj, ampak niti slučajno ni namenjeno izposoj in podobno. No, sej, danes ima verjetno že malo ljudi predvajalnik CD-ja. Ja, sej. Tukaj je ravno nek novinar pred kratkim vrnil. Vidite, to je CD. Za tiste, ki ne vejo, kaj je sploh, to je tašna škatla z vseh strani. Lih prišel v roke. Nekoč mi ljubi Tom Waits. Tako. Ja, Franci Blaškovič je mogoče še vedno na seznamu tvojih najljubših, tako si rekel, seveda, za Primorske novice. Seveda, je. Ja. In mislim, da nam manjka kakšen njegov, ker jih dela tako hitro. Je kar preko 100 že prišel. Noče pa še označiti 100. in 101., ker imajo s temi posebne namene. Aha, tako. Ja, res to je kaj, približno 13 leta? 96. put je zadnji, ki ga imam, na primer, nekaj tašnega. Ne. Se pravi, imaš pa vse ostale? Približno. Najbrž mi kakšen manjka. Sam upam, da imam vse. Še Franci sam mislim, da ne ve, koliko jih je naredil. Ampak v resnici najbrž da ve. Ja, mogoče na kakšni Wikipedija strani, da bi ga še našli, ne?
Ja, če ga kdo dovolj hitro sledi, to vsekakor. Si sam tudi kdaj arhiviral pravzaprav to vso glasbo, ki si jo imel, verjetno obstajajo neki seznami tam iz MKC-ja. Ja, to sem počenjal, ampak zelo na preprost način. Začel sem z 4-mestnimi števili, ampak znake so bile, tisto, kjer je začelo z 1, je bila klasika, kar je bilo z 2, je bil rock, vseh zvrsti, in metal, in punk, in hardcore, in blues rock in tako dalje. Pod 3 je bil pop, ki ga ni bilo prav dosti, 4, kako se spomnim, je bil blues in tako naprej, 5 je bil jazz in podobno. Sem pol je zmanjkalo, tako da sem moral priti na 5-mestne številke, kar pa ni bilo problem. Sem, ko se to sproti dela, je dosti preprosto, ne. Čeprav par let je bilo tudi po več kot 1000 novih naslovov, kar je kar nekaj početje vsakodnevno, ne. Ampak to si potem kupoval vse? Ja, vse ne, vendarle jih je precej, so jih prinesli bendi, ki so igrali pri nas, ne. Recimo tukaj moram recimo od založb pohvaliti Ruskota, ki je razumel, zakaj to počenjamo, in on je z veseljem prinesel primere prav za glasbeno poslušalnico, da ljudje lahko slišijo. Ni zahteval denarja za te stvari, ne. Rusko najbolj poznaš od Moonlight Records ali neki tašni. No, on je bil od tašnih, ki je poklonil, vedoč, zakaj grejo. No, to je pa lepo. Ja. Marsikdo se danes tudi sprašuje, tudi naokoli po Sloveniji, kaj se grejo zdaj v SMK-ju v Kopru, ker pravzaprav vsi govorijo, kako da odkar MKC ne obstaja več, da pravzaprav ni več dobrih koncertov. Si sam bil v MKC-ju? Na pogovoru s takratno predsednico ali direktorico, pa se nismo nič kaj zmenili. Bilo je samo za sodelovanje, no, pa je bila precej hladna. To je bilo v času tik potem, ko so nas vrgli ven, in najbrž ni smela biti bolj prijazna. Drugače pa nekaj dobrih koncertov so imeli, ampak vsekakor ne toliko, kot je bilo nekoč, ko je bilo precej več zagretih mladih, ki za dobre koncerte delati. Ne moreš imeti samo enega, ki za to skrbi. Tako da smo imeli kar precej skupin, ki so bile vsaka po svoje sicer nekoliko omejene na točno določeno področje, ampak vse skupaj je bilo v redu. Kakšni so bili bolj pridni pri organizaciji, kakšni manj, ampak nasplošno je bilo dobro. Zapravi, ste bili prav ekipa, ste sodelovali mogoče tudi naprimer, ne vem, z MKNŽ-jem, če je bil kdo na turneji, da je prišel potem tudi k vam? MKNŽ se je dogodilo parkrat, ja, ampak ne prav dosti. Recimo skoraj da bolj, vsej MKNŽ so tako nekako sodelovali tudi Zemce Postojna, ki so skupaj, mislim, da delajo ta Trnjefest, ne. In z tistega smo imeli pa kar precej skupin. Zdaj, odkot so jih prišli, ali so nam MKNŽ predlagali, ali pa iz Postojne, tega se ne spomnim. Večino so se tako in tako so sami poslali ponudbe in pol pogledaš, a pa se bojo čez par dni na Trnju, pa naj bojo še tukaj, ne. Manjši stroški. Posebej, če se bend ponudi, so manjši stroški, kot če ti iščeš bend. To je bila klasika. Za oba organizatorja. Tako, ja. Letos greš na Trnje? Mislim, da ne. Zaradi glavno družinskih zadev, ne. Če se bo dalo, kakšen dan, ja, ampak težko. Pa sicer še obiskuješ koncerte tako, ali si bolj domači poslušalec? Poslušam koncerte, ampak v glavnem preko interneta. Kajti kljub temu, da imam toliko glasbe, v bistvu me je malce zadolgočasilo studijski posnetki, tako da so mi ljubši koncertni, ker tam se vidi, kako je bend v resnici, ne. Da mora iti nekaj narobe. Ja, drugače ni to pravo. Sem že bil na koncertu, ki je bil izjemno natančen, pol si rečeš, se bi lahko plato poslušal. To je bil Linton Kwesi Johnson v Ljubljani, v Križankah pred davnimi leti. Tako da, koncert je bil odličen, jaz sem bil razočaran. Kaj se pa spomniš, da je bil dober koncert? Dober je bil. Res, kot da bi poslušal s CD-ja, vinilke, kaj takšne. Natančen. Točno tako je bilo. No, če bi on slišal, bi bil verjetno zadovoljen s tako kritiko, si predstavljam? Mislim, da takšen perfekcionist, ko je, da bi bil, ja.
Pa praviš, prej si mi sicer pred začetkom intervjuja povedal, da misliš, da je tvoj spomin, da ima ogromne luknje. Ja, Pa vendar definitivno. se recimo mogoče spomniš iz MKC-ja kakšnega koncerta, ki ti je tako ostal v spominu, da se je zataknil med luknjami? Ja, precej. Sam zdaj pri nekaterih vprašanje imena. Recimo od Francije Blaškoviča, vse, kar je imel, čeprav ni bil pogosto. Pogosteje je imel pri nas Francijeve srede. Enkrat na mesec je predstavljal on osebno njegove zadnje 2, včasih celo 3 plate. In z Markotom sta bila izjemno dober spraševalec in govorec. Sta res odlične stvari napravljene in tudi dosta obiskana je bilo. Redna stvar. Potem pa prav sami koncerti. Ratas de Pora, vsakič, ko so bili, so napolnili. Zdaj je bilo dosti tašnih. Marsikakšnemu pozabil ime. Recimo zelo mi je ostal v spominu nek sicer Američan, ki je živel na Češkem, se ne spomnim imena. Bil je grd deževen dan, sicer nekje sredi poletja, in razen organizatorjev, nas, ki smo bili tako in tako tam, njega in prijatelja, ni bilo nobenega. 7 ali 8 nas je bilo. Ne. In on nesečno malo čakal, pa rekel, bom jaz zaigral nekaj za vas. In smo rekli, dobro. In je bil tako dobro, res po videzu punker, totalka, ampak tašen lep glas, res kot slavček je bil. In tisto je bilo super. In res mi je žal, da nihče ni prišel. Smo imeli pa mi lep večer. Pa sej, kako si pa pravzaprav začel sploh sodelovati z Društvom zmernega napredka? Si bil zraven že pri ustanovitvi? Ne, nisem od začetnih članov. Sem pa precej zahajal na koncerte že prej, poznal nekaj ljudi, ki so tam delali, pa oni so si prihajali sposojati muziko k meni. Ne? In sem jim tako in tako zastojno dal, ker sem vedel, da je za MKC. A prej si imel poslušalnico nekje drugje? Ni bila poslušalnica s prijateljem, on je imel videoteko. Jaz pa sem kasneje, ko sem videl, da bi šlo, dal zraven še CD-je, ki so trajali nekih 10 let, pol je pa šla krivulja strmo navzdol. Sej, ko rekel na začetku, 2-3 leta sem s tistim denarjem lahko nabavil okrog 1000 novih, tudi več letno. Pol pa sem bil bolj ali manj odvisen samo od tega, kar so prinašali bendi. Pa dobrosrčni, recimo, organizatorji in podobno. Ja, zdaj se vse nekako vrača na kasete, se mi zdi, sploh naprimer hardcore bendi radi izdajo na kasetah. Se ti zdi, recimo, ko si toliko veliko preposlušal, pravi, da je na plošči boljši zvok kot na CD-ju. Kako pa je s kaseto? Kasete so imeli pogosto tudi že pred leti. To ni neka stvar, ki bi bila na novo. So mogoče bolj opazno, ker mogoče ni več CD-jev. Ja, pa vinilka je malo dražja, ne. Jaz se rada pohecam, da kasete danes izdajo tisti, ki nočejo, da je njihova glasba poslušana. To tudi možno. Na začetku vsaj za nekatere zadeve je bilo recimo primerjava CD-ja in vinilke zelo v prednosti vinilka. Ali pa veš, kaj je uni zvok bolj recimo mehek, ti je ljubši kot tam uno bolj trdo, ki so poudarjeni basi. Pa kmalu je zadeva prišla na tašno raven, da so bili CD-ji čisto dober nadomestek. Sem ljubitelji vinilk, tega ne bojo nikoli priznali. In tudi to je šlo zdaj skozi. No? Pred nekaj leti je bil spet boom vinila, ma ni videti, da bi zelo se nadaljeval. Je še ljubitelj. Ja, če se ne motim, je lani pravzaprav spet vinilne plošče po prodaji prvič presegle CD-je. To me pa ne preseneča. Vendar je čist drugačen občutek. Vzeti tisto večjo zadevo v roke, si ogledati lepo vitek in podobno kot miškeno škatlico. Ne? To vsekakor. Pa si bil vedno na tej bolj poslušalski strani ali si imel tudi sam kdaj kako zasedbo? Ne, jaz nisem glasbenik, ni slučajno, sam glasba mi je všeč. Potem tudi, si pa sodeloval pri performancih, če se ne motim. Ja, to ja. Pa pri organizaciji koncertov, seveda, tudi pri izboru bendov. Se ko rekel, v MKC smo imeli več skupin, ki so delali, recimo
Sam, kar je prišlo na društveni naslov, sem mnogo jaz pol organiziral. Ne. Kaj pa kot gledališčnik? To ti pa ni bilo problem stati na odru? Res Ali povedano, pod njim? Ja. Posebej v tašnem, ko recimo ima avtor idejo v glavi, ampak je ne pove, kaj bo počenjal drugim. Ko se moraš dosti prilagoditi in improvizirati. Drugače sem na odru, recimo v Cankarjevem domu, že golaž kuhal. Je prišel tudi varnostnik. Gasilci ne? Gasilci ne. Je prišel sam povedati, da lepo diši po celem domu. Sej je bil zelo prijazen človek. Torej si bil ponovadi nekje bolj v ozadju, se ne maraš izpostavljati preveč? Ne. No, super, da smo te vseeno danes prepričali v ta intervju, ker se mi zdi, da vseeno si videl, slišal, delal marsikaj. Zdaj, naprimer, ko ste tukaj začeli z Boteginom, kaj pravzaprav je tvoja glavna funkcija? Si čuvar razstave, kustos? Ne, kustos ne. Čuvaj razstave pa ja. Sem tukaj skoraj cele dneve, zdaj nekje od 3 do 10, razen vikendov, posebej poleti, ko je tudi drugo delo. Recimo Filmo noči na farmi Krkoč, ki je bila včeraj izjemno obiskana, sva bila 2. Lahko narediš reklamo, mogoče povabiš? Včeraj mi je zelo pasalo, da sva bila samo 2. Tako da bom pa v naslednjih dnevih. Tako in tako napovedi so na naši spletni strani do dogovor. Ponavadi tik pred zdajci, ampak že kdo zasledi, je povabljen. Moja telefonska bo gor, na potki za pot tudi. Super. Prej si pa vprašala recimo o predstavah v ospredje. Rad sem bil pa v ospredju recimo pri naših mehko-terorističnih akcijah društvenih, katerih se prav vseh nisem udeležil, večine pa ja. Tam pa sem bil z veseljem čim bolj v ospredju. Pri katerih si bil zraven, če se mogoče spomniš? Ovijanje zvonov, potopitev ameriške nosilke. Ne, tiste ne v atentatu, ampak... Ni bila, tiste je bila zelo zasebna v bistvu. Dajmo mogoče se bo spomniti gledalce, zakaj je šlo naprimer pri ovijanju zvonov, to je šlo za protest proti glasnosti. Hrupu in ne proti veri, pač pa proti cerkvi kot instituciji. Tako da smo kemblje koprskih zvonov ovili najprej s tapisonom, kar se je izkazalo tako približno dobro, zato je bilo tudi naslov tapisonirano v nebovzetje. Je bilo vedno za 15. avgusta namreč. Potem smo pogruntali, da so kakšne majhne zračnice, recimo za samokolništvo podobnega, bolj učinkovite. Ampak prvič je bilo prvič, in tiste nam je bila najbolj pri srcu, vsekako tudi povzročila največ interesa. To ste bili zmenjeni s cerkvijo, da boste naredili? Kako ste pa prišli do zvonika potem? Cerkev ni. Mislim, zvonik ni cerkvena last, je občinska. Aha. Je prost dostop, se potem so tudi ogradili, zdaj so zvonovi v kletki. Takrat niso še bili. Zdaj so ograjeni, ni več dostopa do njih. Se pravi, gre za akcijo, ki ima dolgoročno posledice. Tako je, ja. Vsaj nekaj. Pri kateri akciji si še sodeloval potem zraven? Kot rekel, potopili smo križarko, potem na ste obisku... potopili križarko? Ne, pardon, križarko, letalo nosilko. Letalo nosilko? In to res s karbidom. Smo bliže ob 5 na položaju gor na Markovcu, izstrelili nekaj salv s karbidom in pa smo šli spat po celi noči dela prej. In ko sem šel znova v Koper, okrog pol dneva, 2, letalo nosilke ni bilo več. Torej smo jo potopili. Tega niso nikjer zapisali, ne da smo bili tako uspešni, ampak upam, da so vsi preživeli. No, tako. Ni pa ta ista letalo nosilka, na kateri so bili marinci, ki so potem nekaj ur preživeli v MKC-ju? Ne, mislim, da ne. To je bila pa akcija Markota in Feata, v glavnem ona je bila super, ja. Marincirana sreda nekaj tašnega.
Zdaj veš, da si me dobila, se niti ne spomnim, ali je bilo isti dogodek ali ne. So nam prišli ponuditi pomoč. Vse smo jo sprejeli. Sam niso hoteli na takšen način, da sprejmemo. Ne? Ja. Jaz se te mehki terorizem je zelo, mogoče celo, da ne rečem, unikaten prav za Društvo prijateljev zmernega napredka. Ne vem, če se kje drugje še, no, verjetno se, ampak na drugačne načine lotevajo podobnih akcij. Bi lahko mogoče na kratko razložil, kaj sploh je mehki terorizem pravzaprav? Že ime pove, da nikakor nismo nasilni, da hočemo samo pokazati na nepravilnosti. In to na zabaven, humoren način. Ideja je bila Markova. So pa sodelovali ne samo društvo, v bistvu iz našega društva ne prav toliko ljudi. Bolj iz Maribora, Pekarna, pa iz Železnikov, Kranja in podobno. Bolj, recimo, bolj pogumni. Kajti, recimo pri naših organizatorjih, dobro, so bili takrat še zelo mladi, vsej nekajkrat so pomagali, ampak niso pokazali nekega zelo velikega interesa. Ne, da ga prav niso, ampak je bilo drugih tudi še več. Ne? Glede na to, da si najprej omenil Maribor s trenutnim dogajanjem Pekarne Gustav, ki jo želijo kar preseliti, in zdaj so tudi ravno včeraj, če se ne motim, ali nekaj dni nazaj, razglasili, kako bojo naredili velike reze v kulturi in v športu. Ste mogoče že razmišljali, da bi jih šli kaj podpreti tudi? Za zdaj so nam samo pisali, smo precej povezani z njimi, ker nekaj od njih je tudi članjenih v ustanovo nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon. Če bo potrebna kakšna akcija, če jo bojo domislili, bojo šli z veseljem. Recimo v Mariboru imamo zdaj razstavo Preobrat na Trgu revolucije. Sicer to je tudi v sklopu Lenta, ampak tudi je pa v Pekarni. Tako da z veseljem bi, sam tudi, da se domislijo kako in kaj. Jaz poprečno ne spremljam dosti tega, ker se toliko pogosto dogaja, in na zadnje imam kar preko 60 let, nisem več toliko zagnan. Sem, če mi dajo dober poriv, z veseljem. Čeprav tukaj pa verjetno si eden od gonilnih sil, no? Vsaj tisti, ki se mimo sprehajamo, se nam zdi, da si eden od... Ja, ker sem največ tukaj. Recimo, temu bi se lahko reklo inercija, ne pa gonilna sila. Ne? Torej pri samih razstavah, pri izboru avtorjev nimaš besede? Ne pri tej, ne. To je v glavnem Vasja Senčič zbral stvari. Je pa res, da jaz sem predlagal ta prvo iz tega sklopa letos, ki smo imeli Emila Memana, ki Vasi ni bil preveč všečno, ampak glede na to, da je Koprčan in da je čisto v redu človek, smo ga vzeli, je pristal tudi on na to. Je dosti bolj podkovan. Jaz to likovni umetnosti nimam kaj dosti pojma. Kot pri glasbi. Mi všeč ali mi ni všeč. In druga je. Kakšno razstavo je imel pa Emil tukaj? Zelo osebno. Posnetki, bili so velike slike, približno takšne velikosti, kot je Hochstrl tamle na zidu, njega z snemanja komada. To še iz ameriških časov, ko je živel v New Yorku. Pa video seveda se je na malo večjem ekranu, za tiste, ki so želeli predvajati, kot sem ga slišal tolikokrat, da sem ga celo vzljubil. Ko sem ugasnil, sem rekel, tako. Sicer nisi bil tak navdušen nad njegovo glasbo? Ali? Ne, ni slabo. Sem veš, če poslušaš to 4-5 na dan cel mesec, te malo mine. Drugače je zelo zanimiv video. Tako da kdo tu ti zamenja tukaj? Ja. Sicer večinoma list na vratih, ampak če se dobi dovolj zgodaj, ja.
vsekakor. Pa se ti zdi, da so tako Koprčani že ugotovili, da je tukaj tudi razstavni prostor, radi pridejo noter? Ja, v glavnem sicer tisti, ki nas poznajo že odprej. Čeprav vsaka razstava prinese nekaj novega. Sodelovanje z gimnazijo, primer, tako da kar precej dijakinj in dijakov te likovne smeri na umetnostni gimnaziji pride sem, če ne drugače, takrat, ko imajo oni razstave. Še v sklopu letošnjega Preoblačimo gledala bo spet. Tako da bo nekaj tudi mladega, svežega. Kdaj pa bo ta razstava? Mislim, da tam nekje november, nekaj takšnega. Tako da recimo naslednja bo konc julija pa avgusta Zlata in Vostok. Potem Bo to stripovska razstava? Še ne vem. Prej, preden ste prižgali kamere, ste se nekaj pogovarjali o temu. Zna biti, da bo, kajti vendarle sta zelo v temu. Mislim, da bo pa bolj fotografska, kot je bila že ena prejšnjih njihovih, sicer od brata, od žal pokojnega, od Vostoka. Torej imate pravzaprav do konca leta že za to leto program? imamo izbrano vse, ja. Kaj pa bo potem še v začetku jeseni, mogoče, če se spomniš? Kako je že? Pol naslednja bo Bernik, bo tam september, oktober. Pol kot bosta... To bo tudi fotografska razstava ali ne? Ne vem. Bo Bine Skrt in to bo sta dva Bine Skrt in kako se že kliče, sem pozabil. Vidiš, kaj ti pravimo o spominu. Bo tudi tam vmes. Sej 7, mislim, da jih bo vsega skupaj. Vmes pa, kot rekel, imamo zdaj v Mariboru, mislim, to društveno razstavo. In bomo imeli tudi v Gorici, ki se pripravljajo kot mesto kulture. Potem je v pripravi ravno tako razstava v Kopru, ki bo pa najbrž šele v začetku naslednjega leta v prostorih muzeja. Pokrajinskega, ja. Vmes pa bomo imeli še tudi razstavo DPZN v Mali loži, to gor na Titovem trgu. Ta bo pa tako, jaz sem napisal v pojasnilo, da je v bistvu kulturno-zgodovinska, ker bojo v glavnem fotografije z dogajanja v MKC-ju skozi desetletja. V glavnem koncertne ali pa s performansov in podobno. Čim bolj zanimivo bomo poskušali izbrati, recimo 3-krat, ki bo trajala približno 3 tedne po tistih 20-25 fotografij. Se pravi, zdaj brskaš po arhivih, po fotografijah? Jaz še ne. Zato smo se menili z mladino z gimnazije, ki bomo pa videli, kaj bojo postorili. Pa teden sta prišla, je Arijana pobrala sabo cel kup staromodnih DVD-jev, na kateri je cel kup fotografij z tistih let. Sej ogromno je tudi na internetu, včasih smo uporabljali še čist preprost fotoaparat na filmski trak. Še obstajajo. Še temnico smo imeli v MKC-ju, ki je bila včasih uporabljena. To je bilo še pred leti splošne uporabe interneta. Koliko časa je MKC delal, preden ste morali ven? Jaz sem prišel 94, ga je delal že odprej, do okrog 90, pa do, kaj je zdaj, 8 let nazaj, 2014, začetek 2015, se pravi 15 in prej kar rata, enih 30 let, kaj tašnega. V bistvu še društvo ni toliko staro. Društvo je kasneje nastalo? Ja. Se pravi, zdaj se zdi, kot da ste z oblastjo mestno v malo še boljših odnosih, kot v času, ko se je očitalo, koliko denarja gre v MKC in je potem v nekem trenutku cela samokolnica, pancev po 1 cent. Po 1 cent, ja. 500 jih je bilo. 500? Čakaj, ne, koliko je že bilo, glavno bilo je težko, ampak ne, kovancev je bilo odločno več, mislim, da je bilo za 500 evrov. Toliko so nam tisto leto dali za kulturo. Tako, ja. Prek kovancev je bilo kar več.
In potem ste to stresli pred... Nesreča je bila. Nesreča je bila. Nesreča je bila. Aha. Po nesreči se je prevrnila samokolnica. Tako. Ja, ja. Tako. Torej, vam ta oblast tudi kaj podobnega želi? Boste spet stresavali kovance? Ali Nas ne sovraži, ampak dosti denarja gre v druge stvari. No, mi smo majhni in ponovadi uniki dobijo več. Dosti denarja gre najbrž tudi dol v Libertas, kar v bistvu, če delajo dobro, je čisto v redu, ne. Recimo za nas, za kulturo to leto smo nam ponudili 1000 evrov, kar se mi zdi tako eno malo švah, ne. So bili dosti bolj prijazni na Ministrstvu za kulturo, ki so razstave prepoznali kot bolj pomembne kot občina Koper, ne. Ja, saj zagotovo je treba skrbeti tudi za ravno te produkcijske tudi razstavne prostore, alternativne kulture. Mislim, si predstavljam, da tudi razstave, ki ste jih tukaj imeli, ne sodijo ravno v polje neke konvencionalne umetnosti. Pravijo pa, da je ravno tukaj na obali ves čas poslušam samo, kako so se prostori zapirali, kako je prostorov vedno manj, tudi prostorov za ateljejev ne nazadnje ni. Ja, nekateri pravijo, da je prostorov ogromno. Ko pa kaj iščeš, želiš, pa ne dobiš. Recimo mi tudi poskušamo dobiti prostor, še delovni prostor za muzej Marka Breclja v nastajanju, ki ne bi bil klasičen muzej, tukaj imaš eksponate in konec, ne. Ampak takšen delovni prostor, kjer bi se lahko tudi kaj idej kresalo, pa čisto preprosto za ogromno materijala, ki ga imamo digitalizirati. Materijala imamo toliko, da imamo na 1, 2, 3, 4 krajih skladišča. Staro, tako rekel, pol gor na Klancu v hiši, nekoč od Markota in Arjane, zdaj od Arjane, na Markovcu, nekaj pri meni na farmi Krkoč. Slovenska kinoteka ima sicer tudi akcijo digitaliziranja stvari. Mogoče lahko njih kontaktirate, če so manjši od 16 mm. No, sej večina je na tehle mini DV kasetah, kakšne so pa tudi na šolnih klasičnih VHS. Je pa tudi fotografij in podobnega, je ogromno materijala. Je pa letos smo imeli in lani dobro pomoč tudi v sklopu dela v splošno korist. Tako da je storilec napravil dobrih 1600 ur dela presnemavanja in to dobrega. In najlepša mu hvala. Ne bom mu povedal imena, bo že sam vedel. Hvala ti, storilec. Kje pa je potem to shranjeno? To pa potem na računalnem cloudu, nekem oblaku shranjujete? Tako je, za zdaj ja. Trenutno, če bi hotel pogledati, moram še poklicati skrbnika, ampak delamo na temu, da bomo imeli to brez nadlegovati skrbnika. Ker gnjaviš zaenkrat na dogovoru sam, kaj ne? Zadnje čase, kot opažam, razen nekaj drugih dopisov, predvsej sam, ne. Arjana nekaj dopiše, pa Kozmo, drugače bolj švoh, se jim ne da prav dosti. To si ga tudi že prej pisal? Ja, to že odkar sem dobil računalnik. Sej, recimo tukaj je eno od društvenih dnevnikov, vsak dan zapišemo vsaj eno malo bistvenih zadev notri. Vendarle sem jaz tukaj skoraj od cele dneve bolj ali manj sam, razen gostov, danes jih je bilo precej. In preden grem domov, zapišemo nek 10-15 vrstic z napovednimi vred. Bi nam upal prebrati, kaj se je kaj zgodilo včeraj, naprimer? Včeraj, sobota, nedelja in danes nisem še nekaj začel. Kajti sem bil v brezinternetnem območju. So bile pa filmonoči na farmi Krkoč. Prvi dan, sobote na nedeljo. En sam,
drugi dan pa uspeh, 100% porast. Pa bila 2. Tako je. In kaj ste gledala? Prvi dan sam Stare Monty Pythonovce, včeraj pa nek čuden parodičen film, ki ni vedel, ali je kriminalka ali komedija, in sva se odločila, da je kaj lepšega početi v življenju. Ja. Se pravi, je bil konsenz med gledalstvom. Tako je, 100%. Se pa ne zgodi pogosto, ne takole na filmskih projekcijah. No, pri tašnem številu gledalstva ni bilo prav težko. To je bilo pa tudi že kasno ure, je bila skoraj 2 zjutraj, tako da ni bilo težko iti spat. Se razume. Ja, lepo, da skrbiš tudi za demokracijo, upoštevaš vse člane, vse glasove, da nazadnje si tudi sam skoraj pristal v politiki, če se ne motim, si bil eden na listi, si bil takrat? To že dolga leta, odkar obstaja stranka Kacije. Tako malo za vabo se dam dati gor. Drugače pa nimam neke volje in želje, da bi bil član občinskega kakšnega drugega sveta. Vse v glavnem je namenjen temu za občinske svete in za župane občin. Tudi se je ustanovljen, je bil od ljudi praktično celotne Slovenije, ki so pa malo opustili. Za zadnje volitve so še v Tolminu rekli, da bojo sodelovali, pa potem niso, tako da smo samo v Kopru. Lani ste tudi sodelovali? Ja. In nismo dobili sedeža v občinskem svetu. Kaj pa saj 2%? Kak je bil rezultat? Ne. Je bilo nekaj premalo. Šmenta. Smo parkrat, bomo videli naslednjič, če bomo če bo volje in časa. To je vendarle namenjeno tudi temu, da povemo, kaj si želimo in podobnega, kaj ti, če kandidiraš za župana, imaš nekaj mesta v večjih medijih. Če pa samo za občinski svet in če nisi že notri v občinskem svetu, praktično nič mogoče. Povabili so nas v Marezige na pogovor z mladinci, ki je bil čisto v redu, ampak je bil za njihov mali medij. In kaj so mladinci kaj povedali? So spraševali. Ki je bil dober večer, so pa pridni gor, vse kar se tiče organizacije, nekaj dobrih džezarjev in podobnega, tako da nekako smo se spoznali. In tukaj notri pa žal ni ravno prostor za koncerte. Vse zadnjega je že več kot 3 leta, ko smo imeli. Sicer so bili ravno džezarji in to 6-članski band, ki so zasedli pol prostora. Drugi je bilo pa za publiko, pa je bil lep dan, so lahko bili tudi zunaj. Je pa bilo tudi šok, z Madžarke so bili. Torej tudi sosedje, z njimi dobro sobivate? Ja, to je tisto oživljanje mestnega jedra, kar se tega tiče v redi. Pa tudi nimamo koncertov recimo od polnoči do 3 zjutraj, končamo pred 10 uro in to je to. Se ti zdi, da bi moglo biti še več takih koncertov, ker zdaj zadnje čase lahko opazimo, da sicer bili so neki večji koncerti, ki pa se ponekod tudi ponavljajo, da ne rečem po mestih potem? To je bila recimo splet okoliščin. Bili so na poslovilni turneji, niti slučajno niso nehali igrati. Ampak vsake toliko je treba narediti poslovilno turnejo, da pride več ljudi. In so se ponudili sami. Tako da z njimi nismo imeli stroškov, kot ta prvo, kajti vstopnine članarine ne pobiramo. Tukaj je sicer škatla za prostovoljne prispevke, včasih kdo mnogo prispeva, včasih nihče nič. In ja, bi bilo dobro, saj tudi prostorov je, manj kot jih je bilo. Si omenila CMK, ki pred leti sem malo spremljal njihov program, so imeli nekaj dobrega. Pa lani tukaj od zadaj na Muzejskem trgu je bilo tudi par dobrih koncertov, to so takšne stvari, ki se zgodijo 3-4 na leto. Enega prostora, kjer bi bilo pa to neprestano, recimo koncert na teden ali pa recimo v mlajših letih MKC smo
delali tudi po 2 na teden, kar naporna stvar. Ne? Se kam si pa ti hodil kot mladi Koprčan? Predvsej po koncertih, potem sem vmes nekaj pisal, tako da v bistvu se nisem kaj dosti družil. Kje pa so bili takrat koncerti? Pred DPZN je one prostore upravljal DID, Društvo interesnih dejavnosti, ki so kar nekaj časa tudi dobro delali. Recimo, oni so sodelovali tudi v izolskem Arigoniju pri Arigoni Festival, kako se je že imenoval, ki je bil celotedenski in je bila zelo dobra stvar tam v ranih 80-ih. Res program in filmski, in glasbeni, in družabni. Tisto je bilo dobro, to se je dogajalo en teden na mesec. Mislim, ne na mesec, na leto, tako je. Potem pa DID v Kopru, eno malo so zginili koncerti, je bilo bolj tako. Zaprto so mi pravili mladina, recimo oni mlajši od mene, ki so tam hodili, da v bistvu je bilo na članski izkaznici, prideš lahko noti, če imaš dokument. Ne. Ni bilo tistih prav javnih zadev. Sem to bi ti boljše lahko povedali tisti, ki so tam sodelovali, delovali in uporabljali. Jaz sem bil v temule takrat DID na par koncertih in to je bilo, kar je bilo. Pa so bili tako bolj lokalni bendi ali svetovno znani? Ne, še recimo Skeleton Crew. Ne vem, če poznaš, Tom Cora je pri njih violončelo igral, pa kdo že, Fred Frit ali... Frit, ja. Mislim, takrat zelo znani ljudje, pa Blurt ali Blur. Tako da kar znani. In prav lokalnih, ja, tudi. Vsi so imeli na vse zadnji hišni band, ki so igrali kar pogosto notri. Tukaj Koper, Izola in podobno članice in člani. Tudi gledališča so imeli parkrat. Tako da sem kot rekel, v tistih letih sem bolj eno malo pisal, pa iskal kakšno službo in podobne zadeve. Delo službe, nisem bil nikoli zaposlen. Pesme še pišeš? Že dolgo ne. In zato rabiš kar nekaj sle, ta pravega žara. Zdaj, kot kaže, sem nekaj malo samozadovoljen, bi bilo dobro, da me kdo pretrese. Kitaršnega, ne? Da se malce spremeni. Ja, so pa verjetno bile izdane mogoče tvoje pesmi? Ne, pesmi ne, samo nekajkrat sem na literarnih večerih prečital, ne zrecitiral, ker jih seveda ne znam na pamet. Ja, sej, ne vem, če je to danes sploh še moderno znati pesmi na pamet, ne, no, veliko večerih pridejo kar tako z listi v rokah. Nekateri ja, nekateri ne, tako da. Se verjetno to na interpretacijo ne vpliva veliko? Ne bi rekel. A takrat ti je bilo pa v redu biti na odru? Takole? Ja, poprečpovedno ja. Drugače ne bi tega počel. Sam je nekaj drugače, veš, oder in ljudje, ki jih praktično ne vidiš. Tukaj pa kamera pred tabo in ljudje, ki nas bodo mogoče gledali, bojo videli naju dva, vsako napako in podobne zadeve. Sicer to me čist nič ne moti. Tudi na povečanih zaslonih, ne? Zakaj? Vse je enako. Ne, v resnici ni enako, ampak ne moti. Kdor si upa gledati tašno oddajo, ne vem, če bo slišal kaj novega, ker ti v bistvu zdaj večinoma obujava spomine. Moji so seveda drugačni od tistih, ki bojo mogoče gledali, ki bi imeli marsikaj zapovedati. Zaradi tega res si ne belim glave. Spregovoriva malce še o nedavni zgodovini. Recimo prejšnja razstava, ki je bila tukaj, nam jo lahko malce opišeš? To je bila celo dvojna razstava, zastava v razstavi. Drago Cenčič, možak rojen leta 1940, je njegov sin, ki je ravno slučajno kustos naših razstav, Vasja Cenčič, je njegove risbe iz v bistvu takrat
je bila osnovna šola samo 4 leta, se pravi z recimo 1., 2., 3. razreda nižje gimnazije, sploh je imel 12-13 let zbral in jih predstavil tukaj, tako da je to bil lep zgodovinski prikaz, kako se je risalo nekoč in kako danes. Kot opomnik na davna leta nazaj je bil zelo prijeten. Poleg tega pa malo kasneje je imel razstavo v razstavi Jadran Čalija, ki so bile pa slike ljubezenske izjave. Edino, kar je naslikal v življenju, za njegovo še vedno drago. Tako da to sta bili 2 razstavi neafirmiranih avtorjev, tako rekoč amaterjev. Za razliko od te razstave Afre Tesle, ki ima pedigre še kakšen v umetnostnem ustvarjanju. Kje ste pa njo našli? Je tudi Vasja njo našel ali je ona vas Vasja našla? je že lani predlagal, pa lani ni mogla, tako da zdaj pa je prišlo skupaj s tem, mislim, da sem že omenil, je v Kubedu kot rezidenčna umetnica, tako je bilo lažje priti tudi sem. Tako da tukaj je nekako center razstave, danes bo pa tudi v bistvu čez 1:15 minut nadaljevanje tega v Libertasu. Si sam mogoče že videl to v Libertasu? Bo šel? Ne, zna biti, da jo bom šel pogledat. So risanke notri, tako da. Saj mi je marsikaj povedala, ampak ko je rekel, spomin je spomin. Boljše bo iti kar pogledat. Torej, danes zapiraš bolj zgodaj? Ja, za nekaj časa bo Tegin varoval listek, ki bo povedal, kje sem. Tako da kdor me bo hotel dobiti, me dobi tam dol. Upam, da mi bo uspelo priti do Libertasa. Najbrž, jaz sej stvar ni dolga, tiste 3/4 ure. Tako da, to si pa mirno lahko privoščim. Pa še dvigalo imaš do tam. Hvala, da si me spomnila, ja. Tako je, res je. Torej, če še samo malo obnoviva. Tukaj si vsak dan od ponedeljka do petka in takrat lahko si ogledamo tudi razstave, Tako je. ki pa ponavadi trajajo približno 1 mesec. Ja, ta bo celo malenko zle, kot vidimo, 10. junija do 23. julija, spravi mesec pa drobiš, tako je. Sej 7 ali 8 napovedanih, tako da malo več kot mesec. Recimo, imamo kar navado, da je prejšnja razstava do konca in pol, recimo zadnji dan jo damo dol, razen če bi bilo kaj bolj zahtevnega za postavljati, kar pa tudi je tako so načrtovane, da paše v ta prostor, da ne zasede vsega samo razstava, da je to tudi normalen prostor za drugo delo. Kaj pa je to drugo delo? Recimo pisanje gnjavnika, srečavanje z člani, ki pridejo čisto preprosto na obisk in že 10., 15., 20. vidijo razstavo. Pogovori z televizijkami, radijkami in novinarkami. Poročanje ministrstvom za to in tisto. Pisanje razpisov. Socialno sodelovanje. Recimo 200 evrov sem danes posodil mladenki, ki obljublja, da jih bo vrnila jutri, ko dobi socialno podporo. Bomo videli. Iz dneva v dan dokaj različno in po drugi strani vse čisto normalno. Torej bi rekel, da ste humanitarno ali kulturno društvo, kaj tretjega? Oboje. Tudi v statutu imamo zapisano vse to. Tudi tam, če si boste vzeli časa potem posnet, na tistem kartonu piše celoten naslov, kaj je to. Pa ga veš na pamet ali tudi si raje zapisal? Vse ga vem na pamet, ampak je na kartonu. V redu, velja. Torej, naslednja razstava smo pa katera rekli že, da je? Naslednja Zlata in Vostok s fotografijami, kako se spomnim. Ja. To pa bo potem, se pravi, kdaj julija odprito? Konec julija, ja, se pravi tam po 23. juliju in bo v avgust šla. So otvoritve javne? Ja, seveda, kakšno vprašanje in z veseljem. Saj jih naznanimo in še največ ljudi pa pride recimo, ko imajo srednješolke in srednješolci razstaviti, ker pride vsaj matere, starši, bratje, sestre in podobno.
ki tudi sicer potem pridejo kdaj? Ali... Nekateri ja. Sej, to ste imeli zdaj že večkrat, to srednješolsko razstavo? Ja, že. 2-krat, 3-krat. No, ta zadnja, ki so jo imeli, je bilo do mene kmalu potem, ko je Marko umrl, se je imenovala V podobi Breclja. Pač so bili psihološki portreti Marka, ki tista mladinega praktično ni poznala in je dal pač profesor nalogo, da jim malo zbrskajo in ne napraviti portreta kot tako, ampak kako bi se jim zdel s tem, kar je tudi počel. No? Psihološki portret pač. Ampak ta kip, ki ga lahko vidiva tam ob strani, pa verjetno ni del te razstave, je že malo starejši. V resnici je ratal del razstave, so ga uporabili, drugače je pa to delo že izpred let Marka Kovačiča z kiparske delavnice, ki smo imeli še v MKC-ju. MKC je bil včasih večji kot danes? Ali? Ne vem, koliko je zdaj kvadratura, mislim, da je kvadratura enaka. No, ker omenil si že temnico, izposodnjevalnico CD-jev, kiparsko delavnico, koncertno prizorišče. Kiparska delavnica je zunaj na vrtu, koncerti so bili v koncertni dvorani. Pa tudi zunaj na vrtu? Ja, se je zgodilo za kakšen manjši bend, pa parkrat smo filme zunaj vrteli. Ampak to ni bilo pogosto, ker je dosti naseljeno, so sosedi naokoli. Zato smo tam tudi se dosti trudili potem za izolacijo in podobno. Nismo mogli med koncerti več puščati ljudi, da hodijo na vrt, ker smo imeli takoj policijo na vratih. Ker se koncerti seveda tam niso zaključili ob 10? Ne, ponovadi so takrat približno začenjali in so trajali recimo do polnoči enih, kaj takšnega. Ja. Pa gledaš na te čase z nostalgijo? Nekoliko ja. Po eni strani je pa tudi olajšanje. Kajti vendarle prispovedno smo kar, kako se že reče lepo po slovensko, rintali za te koncerte. In 2 dni zapored, recimo s 3 urami spanja, ni ravno preprosta stvar. Potem si kar ljubitelj spanja? Ja, zelo. Ja, spanje je kar fleten hobi, bomo rekli, v današnjem času vse bolj hobi kot kaj drugega. No, kakšnih 6-7 ur na dan si z veseljem privoščim. Ja. No, to je pa že dobro. Čez vikend kaj več? Niti ne. Niti ne. Za razliko od meni drage, ki bi najraje po 12 ur, ampak ji ne znese. Ker ji ne pustiš? Ne, ker ne zmore. Bi, ampak ne prav vsak dan. Dela non-stop. Je tašne sorte. No, upam, da ti ne delaš vsak dan, ker se vemo, to ni zdravo, pa še začetek poletja, pa to človek se mora v teh temperaturah malce čuvati. Sence je zelo lepa stvar. Ja, Iztok, lepo hvala, da si danes vzel čas in nas spustil v čudovito notranjost Botegina. Hvala. Takšnih komplimentov še. Pridite na naslednje razstave. Z velikim veseljem. Dobro. Moramo pa spremljati do dogovor.org za to, ne? Ja, lahko pa tudi pustite kakšen mail, se mislim, da od vaših ima Eva, ki najavimo tudi po mailu. Tako, ja. Velja. To velja tudi za naše gledalce? Seveda. Pridite na obisk, razstava je dobra. Tam si kamera, oprosti. Tako. No, lepa hvala, Iztok. Lepa hvala tudi vam, dragi gledalci, da ste bili danes z nami. Z Istokom se iz Botegina poslavljava, vendar samo začasno. Seveda ste toplo vabljeni, da tudi vi med ponedeljkom in petkom, med 3. in 10. popoldan pridete kaj na obisk in pogledati, katera razstava je takrat ravno na ogledalih. Tako, lepo se imejte in se vidimo.